Aleš Čeh, najprej iskrene čestitke za vašo zmago, torej prva tekma v prvenstvu in 3 točke, ampak bilo je izjemno težko, lahko bi rekli, prigarana zmaga nocoj. Ja, tako je. Mura, vedeli smo pred tekmo, da je Mura izredno dobra ekipa, da so izredno nevarni pri protinapadih in na to smo se tudi pripravili. Mislim pa, tisti prvi gol nas je malo presekal, tako da smo rabili 10-15 minut, da se spet vrnemo v tekmo. Ampak fanti so odgovorili na pravi način in potem v drugem polčasu z igralcem več smo znali potem to številčno prednost tudi realizirati. V drugem polčasu res enosmerni promet, igrali ste dobro, ampak vas mogoče kaj skrbi ta neučinkovitost, ogromno priložnosti, praktično je bilo potrebno pri prvem golu, da ste žogo dobesedno odnesli v mrežo. Ja, mislim, da v tem trenutku je najbolj pomembno, da smo dali 2 gola. Priložnosti je bilo res veliko, tudi prvi polčas so imeli 2-3, ampak mislim, da bomo to naše priložnosti tudi v naslednji tekmi znali realizirati. Važno pa je, da prihajamo v priložnosti in na srečo smo danes tudi 2-krat zadeli. Kratek čas ste z Rudarjem, trener Mure je pred nekaj trenutki Oliver Bogatino dejal, da Rudar ne sodi v to dno razpredelnice in glede na to, da niste imeli ravno veliko časa, ampak se strinjate z njegovo mislijo. Ja, zaradi tega sem tudi prevzel Rudar, kajti mislim, da ta ekipa ne zasluži zadnjega mesta na lestvici in mi bomo probali čim prej, kot je možno, bomo začeli nabirati točke, nekako se odlepiti, tudi psihološko nekakšno breme iz igralcev bo potem šlo dol in bomo probali potem nekako, ko bo več časa tudi med tekmami, nekako še poboljšati našo igro, da bo še kvalitetnejša in potem bomo lahko tudi tiste priložnosti, ki jih imamo, tudi zadeli. V sredo vas čaka že nova tekma, ne bo veliko časa v Ljubljani, v Stožicah, pri Olimpiji. Kaj napovedujete? Ja, čaka nas zelo težka tekma, kajti Olimpija sedaj z novim trenerom igra kot prerojena, ampak se bomo tudi na to tekmo dobro pripravili, tako kot na vse. In če bojo fanti imeli takšen pristop, kot so ga imeli danes, potem jaz verjamem tudi na ugoden izid v Stožicah. Ja, gospod Bogatino, danes poraz tukaj v Velenju. Prvi polčas je bil dokaj dober do tiste situacije, ko ste ostali z igralcem manj. Kako ste vi videli tole tekmo? Podobno, ja. Jaz še vedno trdim, da prvi polčas je bil ok. Ne samo zato, ker smo povedli in imeli pozitiven rezultat, oziroma smo šli s pozitivnim rezultatom v drugi polčas, ampak zadeve na igrišču so potekale v redu in zadetek je prišel zasluženo. Žal pa drugi polčas po izključitvi, ključni moment danes na tej tekmi, po izključitvi pa Rudar občutno boljši in je znal lepo in učinkovito unovčiti številčno prednost. Vidi se, te vaše nove okrepitve so kar dobre, po drugi strani pa nekateri igralci, ki so prej bili gonilna sila, pa mogoče ne dajo v tem trenutku tisto, kar so dajali. Ja, to je se popolnoma strinjam, to je Fajič, tisti, ki je bil lani drugi strelec lige. Mi osebno ga čakamo, želimo, da se čim prej vrne v tisto formo, ki jo je že pokazal lani, katero je sposoben, na tisti nivo, na katerem je sposoben tudi igrati. In v teh momentih mogoče ekipa trpi, ker te priložnosti, ki jih on v zadnje čase zapravlja, je sposoben tudi spremeniti zadetek. Ni veliko časa, sedaj prihaja tisti najbolj naporen ritem tekmovanja, tekme se bodo vrstile praktično druga za drugo. Kratko napoved, prosim, samo za obračun doma proti Gorici. Mi gremo tekmo optimistično, merilo ali pa iz tistega, če se izhajamo, je mogoče današnji prvi polčas, to je tekma z Domžalami, zadnja prvenstvena, to je s Triglavom. Tako v zadnjih 2 prvenstvenih tekmah mislim, da smo pokazali, da ne sodimo v spodnji del lestvice. Hkrati pa to moram tudi povedati za Velenjčane, tudi oni mislim, da imajo višjo in boljšo kvaliteto, kot pa kaže trenutno stanje na lestvici.